Javni zavod za šport občine Slovenska Bistrica je že 21. organiziral bistriški tek po mestnih ulicah. Prav ta tek je tudi najbolj množična športna prireditev občini. 21. športnega praznika se je letos udeležilo več kot 1000 nastopajočih. Med njimi pa so bili v ospredju prav gotovo tisti najmlajši, ki tej prireditvi dajejo pomemben pečat. Kot je že običajno, so tek odprli otroci iz vrtca, kar pisana zasedba je letos v tem lepem aprilskem vremenu ponudila veliko užitkov. Kajti zmagovalci v tej kategoriji nastopajočih so bili vsi, ki so zmogli razdaljo 500 metrov in to po osrednjem stadionu v športnem parku. Seveda udeleženci niso izpustili obveznega ogrevanja pred samim štartom. Tek po stadionu je pa za veliko večino prvi stik s tekmovalnim nastopom in to skupaj z vrstniki. Da so lažje zmogli zadano nalogo, so jim pomagali tudi navijači, tokrat v prvi vrsti starši, dedki in babice, ki so dodobra napolnili tribuno na stadionu. Ko so pretekli 500 metrov, pa je sledilo olajšanje, osvežitev, sprostitev in podelitev priznanj za opravljeno nalogo. In kako je bilo na teku? Vredo. Fajn. Vredo. Skupaj z gojiteljicami pa so izrekli tudi bistriški tekaški slogan. Huja, bistriški tek! Z nastopom pa so bile zelo zadovoljne tudi vzgojiteljice. Zdi se nam pomembno, mi imamo šport v našem vrtcu vedno na prvem mestu. Tako da je zelo pomembno. Letos se je udeležilo zelo veliko otrok, ni še do zdaj toliko kot letos, tako da se veselimo in vzgojiteljice seveda tečemo z otroki in na tak način tudi izpolnjujemo promocijo zdravja v vrtcu. Otroci so komaj čakali bistriški tek, tudi so se pripravljali, tako kot vsako leto se udeležuje tudi naša enota. Organizacija je kot vsako leto odlična, tako da hvala lepa vsem. Odlična udeležba je bila v teku učencev in učenk, ki so se pomerili na dveh razdaljah, na 700 in 1300 metrov in to v 5 starostnih skupinah. Nastope med osnovnošolci so začeli letniki 2017 in mlajši, med katerimi se je bil srdit boj za zmagovalni oder. Podobna zgodba se je ponovila v letnikih 2015-16, kjer je teklo največ mladih atletov in atletin. Morda pa bo res izmed njih čez desetletje dober atlet. Nekateri so že na štartu dokazali, da so na pravi poti. Zadnji nastopajoči na 700 metrov pa so bili učenci in učenke rojeni leta 2013-14. Bilo je kar tekmovalno, važno pa je bilo priti v cilj. Še bolj napeto je bilo na razdalji 1300 metrov, s katero pa so morali opraviti deklice in dečki 2011-2012. Na koncu pa so na asfalt mestnih ulic stopili dečki in deklice, ki bodo kmalu zapustili šolske klopi in odšli novim dogodivščinam naproti. Nismo naštevali zmagovalcev, vendar naj bodo čestitke vsem, ki so se uspeli povzpeti na zmagovalni oder. Osrednjega teka na 10 km se je v 21. izvedbi udeležilo več kot 120 tekačev in tekačic skupaj in to v 8 starostnih kategorijah. Udeleženci so tekmo začeli na tartanski stezi stadiona, kjer so odtekli 900 metrov. Nato pa so 9100 metrov pretekli po mestnih ulicah. Morda kar pretoplo vreme za tekače je čakala razgibana tekmovalna proga. Trikrat so po njej tekli, da so nato prečkali ciljno črto. V absolutni konkurenci je najboljši čas 34 minut in 37 sekund postavil Jernej Markovc z Jesenic in prepričljivo pometel s konkurenco. Na teku je nastopil prvič. Ja, najprej najlepša hvala za super organizacijo, sam dogodek je bil izvrsten, zame prvič v Slovenski Bistrici in sem bil res pozitivno presenečen na samo organizacijo, super proga, še boljše vzdušje, že od začetka, z otroškim tekom na začetku res pravo družinsko vzdušje in je bilo res užitek nastopati in tekmovati, še lepše pa zmaga. V ženski konkurenci je absolutno zmago domov odnesla članica atletskega društva Štajerska Hana Košenina, ki je za 10 km potrebovala 40 minut in 59 sekund. Ja, vzdušje je super,
Navijači so tudi po celi poti in skozi spodbujajo, tako da je res ful dobra atmosfera in energija. Sicer je bilo malo vroče, se mi zdi, da še nismo toliko navajeni na to temperaturo, ampak drugače pa super. Drugi pa ta tretji krog, v bistvu tukaj, ko je ta vzpon, se pa že malo pozna utrujenost. Je pa po drugi strani v redu, zato ker na drugi strani je pa dol in lahko malo nadoknadiš razliko. Svojo nalogo na teku je oddelal tudi Bistričan Zlatko Šela, ki je bil 8. najhitrejši tekač, kar je bilo tudi dovolj za zmago v starostni kategoriji od 50 do 59 let. Zelo dobro, za 2 minute sem popravil lanski rekord svoj na 40-55. Zelo dobro za mene, za penzionista. V ženski konkurenci je svojo tekaško pripravljenost preizkušala tudi Bernarda Vertnik, ki prihaja iz Leviča. V absolutni kategoriji predstavnic nežnejšega spola je bila 14. Dobro počutje med domačimi ljudmi, med navijači. Vsako leto je več navijačev, pozitivno samo. Naj tako stane. Katero zapovrstjo sodelovanje na tem teku? Mislim, da je ne 10., ampak ne vsako leto. Zdaj 3 leta sem pa menda redno obiskovalka. Družinski tek je vsekakor velik izziv za posamezne družine. Teka se je udeležilo 22 družin, ki so morale skupaj kot družina preteči 500 metrov in skupaj priti v cilj. Ciljno črto so najprej prečkali člani družine Erker, in to v postavi Tomaž, Julijan in Eli. Druga je bila družina Stegne in tretja družina Durič. Prav všečno je bilo spremljati družino Kolar Pušnik, kjer je mamica Melanija tekla s hčerko Mašo in sinčkom Markom. Lepote 17. štafetnega teka pa je letos doživelo 18 štafet, ki so se po letih na posamezno 3-člansko zasedbo bili kar pisana druščina. Vsak član ekipe je moral preteči 1300 metrov, nekateri hitreje in bolj tekmovalno, drugi pa važno je biti zraven in se imeti lepo. In prav 21. bistriški tek je pokazal, da so takšna druženja izredno pomembna, tako tekmovalno kot navijaško. Je pa tudi dokaz organizatorjem, da takšne prireditve samo povezujejo. Tega se dobro zaveda tudi direktor Zavoda za šport Boštjan Friedrich. Letos smo spremenili štart glavnega teka, predstavili smo ga v bistvu vmes med otroške teke, kar se je pokazalo kot zelo uspešna poteza. Vidimo, da dejansko imamo danes množico ljudi čez vso prireditev, kar je tudi bil naš cilj. In lahko res samo uživamo in gledamo te nasmejane obraze, ki zapuščajo danes to prizorišče. Ne morem mimo teh nasmejanih obrazov, otroci iz vrtca in osnovne šole so nekako rdeča nit te bistriške uspešnice. Ja, res je. Ti teki dajo teku dušo in res smo veseli, da se tradicija nadaljuje, v bistvu, da jo nadgrajujemo iz leta v leto in želja je seveda v naslednjih letih to še nadaljevati in nadgrajevati, tako da smo zelo, zelo veseli.